Zadnja zgodba, ki me je zelo pretresla, je bila to, ko se je fantek poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, je imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to oskrbela, je rekel, da sem pa tako kot mami, ki je očka isto vrgel v glavo. Zgodbe otrok, za katere zbiramo denar, da bi jim omogočili počitnice, so različne. Je pa vsem skupno eno. Če jih lahko z vašo pomočjo za en teden ali pa 10 dni pošljemo na počitnice, to pomeni en teden na leto brez skrbi, ko se lahko do sitega najejo, ko jih ni strah udarcev, vpitja, ko se lahko igrajo, ko se lahko tudi skregajo, ko se lahko smejejo, odkrijejo kakšen nov talent, ko so otroci lahko preprosto otroci. Njihove zgodbe poznata Tanja in Nina, ki delata z njimi in jih spremljata tudi na taboru. Največ teh otrok prvič odide od doma in vidi morje. Kako to doživijo? Jaz spomnim se fanta, ko je prvič videl morje, ko smo prišli v kolonijo, smo šli najprej na plažo, je stekel noter oblečen in je začel udarjati po morju in se metati v morje in tako. In ostali otroci so samo gledali, ker niso mogli verjeti, zakaj se to dogaja. Mnogi otroci, kot pravite, ki pridejo na tabor oziroma na počitnice, živijo v revščini, v pomanjkanju. Kako pol doživijo ta tabor? Ker marsikateri od teh otrok kdaj pride skoraj da brez vsega. Velikokrat je tako, da jih moramo mi dobesedno obleči. Pridejo na morje brez kopalk, brisače. Najosnovnejših stvari, tudi že z vrečko, nekaj trenirko, pa ne vem, enimi japonkami recimo. Tako da mi poskušamo to takoj prestreči že na samem začetku in jih obleči in obuti primerno. In očitno je, kako veliko to otrokom pomeni, ne? Da imajo to možnost neobremenjeno, brez zgodbe, brez ozadja družinskega, s katerega so, biti pač enaki ostalim. A se spomniš kakšnega otroka, za katerega veš, da doma primanjkuje hrane, pa da ti je to še posebej ostalo v spominu? Od tega, da si je hrano basal v žepe, da si je za domov hrano cel čas letovanja nabiral v potovalki, do tega, da se je počasi sprostil, ker je vedel, da bo vedno na voljo kruh, da bo imel vsak dan kosilo, vsak dan zajtrk, da se je sprostil in je začel verjeti, da jutri, da bo sit. Žal je v teh socialno šibkih družinah prevečkrat poleg pomanjkanja prisoten še alkohol in pa nasilje. Se spomniš kakšnega otroka, ki je doživel to in prišel za teden dni k vam na počitnice? Kako se je obnašal na začetku? Kakšen je bil pol na koncu? Ja, tu imam pa spomin na enega fanta. Očitno je bilo, da je otrok zelo prizadet prav zaradi nasilja strani očeta, ki je imel tudi prepoved približevanja takrat že. In za katerega smo potem tudi morali biti zelo pazljivi, opazovati, če se kakšni čudni avti vozijo okrog hiše ali pa karkoli, če bi bilo, ker je bil tudi strah pred možnostjo ugrabitve, strani očeta. In prav spomnim se tega, da sem se ga enkrat dotaknila, ker je bil malce kot sonca opečen, pa da mu rečem, pokri se, pa kremico namaži. In kako je pač odreagiral, kako se je umaknil stran od dotika. Najlepše, kar je bilo pa potem na koncu, zadnji dan. Največ mi je pomenilo, ko je pa on prišel do mene oziroma do vsakega od nas, vzgojiteljev, in nas res močno stisnil, objel, tako ta prav objem, kar je bilo za njega tudi velik korak naprej. Žal mi je, da moram odpirati sploh to temo, ampak tudi to je realnost, zlorabljeni otroci. A vam zaupajo, kaj se dogaja doma v tistem tednu, ko so z vami? Ja, kakšni že na avtobusu, na poti v kolonijo, kakšni kasneje, kakšen pa zagotovo ne. Na kak način povejo? Kaj povejo? Zelo direktno, kaj se mu dogaja. A ste doživeli to? Kdo je to bil. A ste doživeli to? Ja, seveda sem doživela. Tega je veliko. Jaz sem imel en primer v policiji,
ko sem imel punčko staro 7 let. Jaz sem se z njo pogovarjal 4 ure. To je bil moj prvi primer. Prvo srečanje z nečim takim in nisem razumel. Je meni ta punčka zelo po otroško vse skupaj razložila in meni je bilo pa težko postaviti konkretno vprašanje. Meni je ta mala rekla tako, da je stric direktni pojav. Ona je meni povedala, da je stric peljal v garažo, ji sleče majčko, ona je 7 let stara in jo lupčka po prsih, lupčka po bradavičkah in da je šel s prstom v ritko. Ja. In jaz sem to pač vse zabeležil, vse zapisal in sem se s to pogovarjal, ampak kaj pa jaz nisem ugotovil, ne vem, jaz sem bil tudi takrat mlad, pa otrok nisem imel in tako naprej in sem se s komandirjem pogovoril, ker se mi res ni zdelo primerno, da se jaz o tem pogovarjam. Sem rekel, če bi lahko kakšno policistko, ki je mama, poslala na pogovor, ki bi se s tem otrokom, se mi zdi, da veliko bolj znala pogovoriti, kot jaz, star 22 let. Pač brez otrok, ki pač poskušam, ampak v meni je vse in jeza in tako naprej tisti trenutek. Na koncu smo ugotovili, no, da pač ona vsem tem spodnjem delu ne reče Ritka. Velikokrat imajo tudi navidezne prijatelje, ti otroci, in govorijo o tem, kako je bil prijatelj z njo, čeprav je bil to navidezni prijatelj, ki ga ima zraven za to, da je varna ali pa varen. Starost je pa od dojenčkov dalje. Mi dobimo tudi otroke, ki so poškodovani že od dojenčkov. Ko mama pove, kaj se je dogajalo doma, pa so stiki še vedno omogočeni. Zakaj se ti zdi letos to, da gredo otroci na počitnice, še toliko bolj pomembno? Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te njihove dnevne rutine, od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto, jim da nove izkušnje, pozitivne izkušnje, jim da vedeti, da so slišani, da so cenjeni. In to je za njih absolutno zelo, zelo dragoceno. Še toliko bolj, ker je veliko več otrok, ki jih moramo peljati, ki jih želimo peljati na take počitnice zaradi situacije, ki je nastala v Sloveniji. Mi tudi opažamo, da se je slika prosilcev za letovanja, za prehrano, za oblačila 100% spremenila in da nas kličejo tudi ljudje, ki so bili prej donatorji, ki so bili prej botri, da jim pomagamo, ker so v 14 dneh padali v tako stisko, da verjetno še dolgo časa ne bodo mogli ven. Vemo, da ste se mnogi znašli v težki situaciji. Zaradi koronavirusa morda celo v najtežji doslej. Da ste ostali brez službe, mogoče tudi vaš partner. Zato Miha prav, da če bomo s tole akcijo na koncu zbrali 5 evrov, pa 5 evrov. Vsak evro šteje. Pa tudi vaš glas šteje. To, da recimo poveste za akcijo naprej. Če že ne morete vi pomagati, razumemo, težko je, mogoče pa lahko pomaga nekdo drug. V vsakem primeru pa en velik hvala. Hvala.